Posebej se mi zdi, da je dobrodošlo za naše okolje, to poudarjanje na kulturi sodelovanja. Všeč mi je, da nekateri pri nas vendarle se zavedamo tega in, stopamo v tej smeri. Prav imate, veliko je treba narediti, vaše izkušnje so dobrodošle in, če smem, bi se majčkeno jaz vrnila na tole, ke ste na začetku omenili program preiskave napak. Namreč, to je zelo, zelo zanimiva stvar. Zakaj? Zato, ker pri nas nimamo prav ničesar, a ne. Recimo v zadnjem, času sta bila s strani Ministrstva za zdravje, kolikor sem jaz seznanjena, 2 sistemska nadzora, ki sta bila suspendirana. Zdaj že kako leto ali pa 2 ne poteka prav noben nadzor nobenega izvajalca, a ne. Tukaj nastaja en velik vakuum. Pri tem, da, seveda moramo narediti še veliko na tej kulturi, pravzaprav zaznavanja napak, obravnavanja napak in seveda vse z namenom preprečevanja, izboljševanja procesov in tako naprej. Srečali smo že, bom rekla, laično, da nekatere bolnišnice imajo veliko število prijavljenih napak in se s tem intenzivno ukvarjajo. In, čisto po občutku lahko rečem, saj drugega kazalnika nimam, a ne, je, da delajo dobro, a ne, da jim je to mar in da se tej organizaciji dela in vsem tem 16 triggerjem, ki ste jih našteli, intenzivno posvečajo, a ne. Zdaj pa bi mogoče jaz izpostavila, tole znanje. Omenili ste, da so bile posebej specializirane najprej medicinska sestra, ki je pregledala dokumentacijo, pa potem, če je ugotovila, potem zdravnik in potem druga ekipa, a ne. A je mogoče tukaj kakšen malo bolj konkreten, nasvet, napotilo, kako se recimo tega lotiti na naši nacionalni ravni, a ne? Da bi bilo, ker se zdi se pri nas, da prvič nimamo ljudi, ki so usposobljeni za kakršenkoli monitoring, a ne. Zdi se tudi, ne zdi, ampak dejansko morda je, ne vem, mogoče se stvari zdaj spreminjajo z ustanovitvijo JAKZ, a ne, da bo tukaj večja politična volja, da, se dejansko konkretneje, pristopa, a ne, da ni dovolj, bom rekla, neka akreditacija aparatov, a ne, kar je lahko seveda poseben, korak naprej. Ampak, žal mi je, no, da živimo v takem okolju, kjer čutimo pacienti, da, lahko po domače rečeno vsak naredi karče in da je premalo ali časa ali volje ali denarja ali znanja ali preprosto zavedanja, a ne. In da imamo še vedno preveč te kulture, zanikovanja, neukvarjanja s tem. Želimo graditi, namen teh srečanj je seveda in pogovora z vami, želimo graditi dialog, sodelovanje. Vemo, da je pomembno in si predstavljamo, da je pomembno za vse udeležene, a ne. Tudi za zdravnike, tudi za osebje. Nama sestro je zelo žal, recimo konkretno fanta, ki je bil prisoten, zadnji, a ne, pri našem primeru. Tako da, to so stvari, na katere želimo opozarjati in dvigati to zavedanje, da je dialog strašno pomemben. Tako da, mogoče bi vas prosila, če imate še kakšen stavek več v zvezi s tem programom, recimo preiskav napak, a ne, ker mislim, da smo mi vsaj 20 let za vami po vsem tem, kar ste omenili, a ne, tako da nam niti ni treba odkrivati neke tople vode, ampak moramo imeti samo neko voljo za, potrebne, nujno potrebne ukrepe. Hvala. Slovensko situacijo pravzaprav konkretno malo poznam, ne da bi rekel zelo podrobno. Se pravi, meni je težko reči, kaj je bilo najbolj pomembno ali pa najbolj primerno. Lahko si pa predstavljam, da je glede na to, kar sem zdaj povedal, teh 3/4 ure je izkušnje 30 let. Se pravi, predvsem sem pogledal, da pri nas tisto, kar smo začrtali, se pravzaprav še zmeraj ni uresničilo. Tisto zmanjšanje 50% se ni še zmeraj uresničilo. Se pravi, mi smo še recimo nekje na pol poti. Ampak stvar je v tem, da začetek je s tem, da se ena pripravljenost najde, ne samo
z vaše strani kot pacienti, ampak tudi strani zdravnikov in seveda zdravstvenih organizacij. Če bi začel zelo konkretno, zdaj trenutno, mogoče nimam prav, ampak rad bi rekel čisto konkretno, če bi to rekel, da bi prišlo na določenemu področju, ki je, kar se tiče, mogoče bi lahko rekel temu zelo občutljivo, ne bi s tem začel, ampak bi začel glede na primer konkretnih stvari, v katerim lahko pacienti sodelujejo skupaj z zdravstvenimi delavci. To so na primer smernice. Pri nas so smernice, je sodelovanje med združenimi pacienti že 12 let obvezno. In za nas se to tudi izkaže kot zelo pomembno, ker je, kar se tega tiče, v smernicah ne samo stvar, kaj je znanstveno dogajano, kaj so izkušnje, ampak tudi, kaj so experience, se pravi, kaj so izkušnje strani pacientov. Kaj pomeni za njih, na primer, kakovost življenja pri določeni posegu, zdravljenju, kemoterapiji, ali pa sploh, kar se tega tiče. Vsi ti vidiki so komplementarni, ker zaprav ne samo bolniki, tudi zdravniki želijo imeti dobro zdravstvo. Mi smo v istem čolnu, vsi skupaj. Sprav imamo iste cilje. Sprav mogoče s tem lahko pridete kot začetek, kako, na primer, ustvariti eno sodelovanje, ki se, kar se tega tiče, lahko širi na vse tiste panoge, faktorje v zdravstvu, ki bi se lahko, ali bi se morali spremeniti. Prvo je pa mogoče tudi pravzaprav najti ljudi v zbornici, v zdravstvu, pa tudi organizacije, ki si pripravljene nekako tudi narediti, se pravi, pripravljeni do sodelovanja. Iz vaših ust v božja ušesa, a ne? Namreč, ja, nam je žal, seveda pacientov, in naj bo to javni poziv, tudi ne nazadnje, a ne, morda zdravniški zbornici, organizacijam pacientov, prirediteljem raznih kongresov, simpozijev, konferenc na to temo, da bolj vključujejo paciente, a ne. Mi se počutimo pri nas izredno odrinjeni, a ne. Žal je to tako, kljub prošnjam, kljub celo zakonskemu določilu, na primer pri izrednem strokovnem nadzoru, da seveda po pritožbi mora biti pacient povabljen na razgovor, a ne. Je to žal, recimo zdravniška zbornica zveza to upravlja, zdravniška zbornica tega ne upravlja, ne. Skratka, že tukaj je ta rekla, odnos, kakor da je, da smo oškodovanci kužni, je boleč, a ne. To moram kar povedati, in je zelo globok in je na žalost tak, ki res terja nujne spremembe, ne. Zato smo nenazadnje tukaj vsi tukaj, a ne. Jaz bi si res želela, da bi bili pacienti bolj vključeni. Mi dajemo pobude, jih še bomo dajali. Recimo tudi Branko Sluga je predlagal organizatorju, da bi svoje izkušnje, 17-letne izkušnje ima, a ne, da bi malo predstavil. Mi nabiramo zdaj izkušnje, Jernej v javnem sektorju, midve v zasebnem. In tako da bi bilo res fajn, no, da bi tukaj počasi zadeve otoplili, no, tako. Zato vas še enkrat moram povedati, vidimo kot dobrodošel most med izvajalci zdravstvene oskrbe in pa rečemo oškodovanci, ne. Hvala še enkrat. Če dovolite, bi imela še jaz eno vprašanje. Če smem, mene pa zanima, kako je na Nizozemskem urejeno anonimno poročanje oziroma pritožbe strani pacientov. Pri nas te možnosti ni, se pravi, bom rekla, nikoli ne more nekdo nikomur povedati, niti javni agenciji za kakovost, da se mu nekaj zgodilo, pa se morda ne želi izpostaviti, ne. Mi opažamo, da pacienti velikokrat pri nas zaznajo, da nekaj gre narobe,
a ne, ali recimo pri zdravljenju svojcev, ko so ti še v bolnišnici in se tega na to ne upajo opozoriti, zaradi tega, da ne bi bili deležni povračilnih ukrepov, zato ker so zdravniki še vedno jih zdravijo, še vedno pač njihove svojce zdravijo. Tudi take zgodbe, v bistvu zadrege, prihajajo do nas in ne vejo, kako se v tej konkretni situaciji odzvati, a ne, ker na voljo so jim pa v bistvu samo, bom rekla, formalne pritožbe po zakonu o pacientovih pravicah, a ne, in ali zdaj po novem po zakonu o zagotavljanju kakovosti, ki so v obeh primerih namenjeni temu, da moraš pritožiti se izvajalcu, kjer zdravljenje poteka, a ne. In se mi zdi, da je to zaupanje med pacienti pa med zdravniki pri nas zelo okrnjeno v škodo pacientov, a ne. In ugleda zdravstva. Ne? In ugleda zdravstva, tako. Tako je. Glede, glede na nivoju v bolnici je pravzaprav anonimno zelo težko nekaj. Lahko se piše na pismo anonimno, ampak se ne bo obravnavalo, ker je treba imeti konkretno kdo in kaj je se dogajalo. Name and shame, da bi rekel temu. Glede inšpekcije same je to možno anonimno, samo oni bodo vstopili v akcijo samo takrat, če bo na primer glede ene osebe, enega zdravstvenega osebja ali pa naprimer organizacije prišlo več anonimnih sporočil, potem bodo oni, kar se tega tiče, stopili v akcijo. Pri vsem to je pa tako, da pravzaprav obravnava te pritožbe, ta je isto, kot sem že hotel reči, med temu važno, da je transparentna in kar se tega tiče, na ta način narejena, da je zadovoljiva za vse, ne samo za tistega, ki je obtožen, ampak sploh za tistega, ki toži, ne? Ker ti moraš imeti v tistem trenutku, se moraš predstavljati, da nekdo se mi pritožuje z tega, ker se hoče pritoževati, ampak tega, ki je nekaj občutil, ki je nekaj doživel in ima nekakšne posledice. Se pravi, priznanje vsega tega je važno, da se s tem tudi pravilno obdeluje, ne? In ta občutek je včasih zelo težko dobiti, ampak če ne pride do tega, da sploh ne sodeluješ, ali sploh te ne pokličejo, je pa seveda kot pravilnik samo nemogoče pri nas. Ne? Je pa tako, ne, da vseh teh napak, vseh teh pritožbi pri nas je 65% glede komunikacije. Se pravi, začne se že v ambulanti, začne se že na oddelku, kako je odnos med pacientom in osebjem. Če se tam karkoli kaj zgodi, je potem to že tisto, kar je treba že takrat nekaj na tem narediti, da se to poboljša. Ne? Ja, hvala lepa. Res, hvala, ker ste v bistvu poudarili ravno to, da morajo biti pacienti v tem odnosu slišani, a ne? Ker pa naše izkušnje so, da prihaja pač do sekundarnih viktimizacij zaradi neustreznega postopanja ali pač zdravstvenega osebja ali pa potem institucij tudi, ne. In to se nam kaže pri vseh naših članih kot v bistvu ena zelo žalostna pa nesodobna in res nepotrebna zadeva, ne. Tako. Za vsako javnost, gledajte, pri nas je tudi se dogaja stvari, ki niso v redu. Tudi pri nas ni vse v redu, ne? Ampak je pa nekako, kar se tega tiče, da če kot prvo pritožba v bolnici se ne obravnava v redu, še zmeraj lahko stopiš na disciplinski sod, ki potem, kar se tega tiče, lahko, kar se tega tiče, neodvisno gleda na celotno stvar. Tudi jaz sem sam svoj, ne kot pacient, ampak kot sorodnik pacienta, slabe izkušnje, kar se tega tiče. Se pravi, tudi tukaj je ta neekvalnost, kdo je strokovnjak, pa kdo je, kar se tega tiče, ne vedno dobro urejena. Ampak stvar je v tem, da če nisi že v začetka slišan, če ne lahko se, kar se tega tiče, sploh predstaviš, kaj je problem in razložiš, kaj je problem, kar se tega tiče, ko se v tem vlače spet druga stvar, je to že en prvo ovira, ki je, če ne narediš v redu, je takoj že občutek slab. Ja.
Branko, ti imaš dvignjeno roko? Ja, zdravo, jaz bi ga vprašal, kako v nizozemskem zdravstvenem sistemu prepoznate paciente z zapletenimi ali redkimi poškodbami, da ne pride do diagnostičnih zamud in fragmentacije obravnave. Pa ali obstaja formalna pot, po kateri lahko pacient dostopa do multidisciplinarnega tima, če meni, da zdravljenje ne poteka pravilno? Glejte, kot prvo je takole, so dve vprašanje. Kot prvo vprašanje je spoznavanje nekdo, ki je ranljiv. Se pravi, to so ponavadi določene ali pacienti z določeno starostjo ali pa z določeno morbiditeto, se pravi določenimi bolezni. Kar se tega tiče, je že v začetku, se pravi kvalifikacija, na primer pri sprejemu v bolnici, ponavadi tisti, ki je za njega odgovoren, mora to spoznati glede na diagnoze in s tem tudi ustrezne, na primer, konzulte narediti pri nefrologu, pulmonologu in vsega tega če naprej. Se pravi, to je tisti, ki je odgovoren, kot sem že prej povedal, je na diagnostični poti in nekdo od začetka že odgovoren zdravnik. In s tem, na temu se lahko zmeraj obrne ne samo pacient sam, ampak tudi svojci. Glede multidisciplinarnega tima je to isto. V tistem multidisciplinarnem timu se obravnava, vse, kar se obravnava, se napiše na zapisnik, ki se pošlje hišnemu zdravniku. Ta hišni zdravnik to lahko se pogovori z pacientom, ampak kot prvo se bo tisti, ki je odgovoren v tem multidisciplinarnem timu za tega pacienta, moral to razložiti, kaj je bil sklep multidisciplinarnega tima in zakaj, in se ponudi tisto, kar je bilo določeno kot najboljša varianta glede zdravljenja ali pa posega. Potek zdravljenja je vedno nekdo glavni odgovoren. A sem vam zdaj lahko odgovoril? Jaz bi še sam pod vprašanje postavil, kaj pa če recimo tako bi mogel biti odgovoren, tako ste rekel, prelaga odgovornost na druge zdravnike? Ne more, on more samo na nekoga. Če njega ni zaradi odsotnosti, na primer počitnice ali kongres, ta pacient mora smeti. Nekdo drug je zmeraj za to, kar se tega tiče, odgovoren. In to je v dosjeju napisano. Te imate dejansko bistveno drugačen sistem kot pri nas. Ja, tega ne poznam, ne bom povedati, ampak nekdo mora biti zmeraj končno odgovoren za tega pacienta. Če je v interni bolniki, bo tisti internist, ki je v tistem trenutku za njega odgovoren. In to je zmeraj napisano. Ker nekdo ima dežurno, ima odgovornost za oddelek, tudi v polikliničnem obravnavi in nekdo, se pravi, obrnil z naše strani, to je moj pacient. In sem jaz napisan kot odgovoren. Ja, ko smo mi vprašali, kdo je bil odgovoren zdravnik, smo dobili 4 imena. Ne? Za določeno čas. Jaz sem mogoče samo eden, če so pa njih 4 bili, enega za drugemu, a pa med sabo, je pa to mora biti, to je tisto, ki je bilo ena iz važnih začetka, dokumentacija, kdo je kaj je rekel, kdo je kaj je napisal in kdo je odgovoren, to mora biti zmeraj napisano. To je res logična organizacija, ne? Kot rečeno, mora biti volja in čas za to. Ne? Jernej, Pravilnik, to je pa se pravi pravilnik, to je, kar tega tiče, imamo temu reče zorpad, se pravi potek bolezni in tam je nekdo zmeraj napisan kot odgovoren. Ja, Jernej, ti si hotel nekaj reči. Ja, še to pač se imam drugo vprašanje, ampak je v tem smeri šlo, bom samo to dodal, recimo v mojem primeru, ko na obravnavi, kdo je pač bil odgovoren, je bila oseba pač definirana, kdo je odgovoren, ko smo prišli do neke ključne situacije, pa ni bilo odgovora, zato ker je pač tisti, ki je bil odgovoren, je šel na dopust, je dal odgovor, ko on ne ve pač, kaj se je dogajalo, ker je pač šel na dopust, Tako da pač v kakej fazi razvojni, recimo,
smo na nek način, mislim, da ni 20, ampak 40 let, ko je prej nekdo omenil, ne, spravi nekih osnovnih postulatov znotraj organizacije, pač pa spostavitve delovanja dejansko nimamo v osnovi spostavljenega. Ne. To je pa stvar, če lahko rečem, to je pa tista stvar, ki to ni več odgovornost pacienta ali organizacije, to je tudi etika zdravstvenih delavcev. Ker to je nemogoče, da če je nekdo na dopustu, da potem njegov pacient je brez nekoga, ki je odgovoren. To se meni kot zdravniku zdi nemogoče, ker kaj pa če se kaj zgodi, kdo bo potem kaj naredil? Ti v tistem trenutku moraš biti tudi na primarnem zdravstvu. Če na primer hišni zdravnik pri nas je odsoten, mora imeti izmerno urejeno, kdo je njegov nadomestnik. In to se spozna ne samo v kartoteki, ampak se tudi javi vsem pacientom, če pokliče svojega, doktor je na dopustu, pacienti od A do M se lahko javijo pri temu zdravniku, od Z do tam pa do temu zdravniku. Isto je tudi v bolnici. Nekdo mora biti zmerno odgovoren, ker to je nemogoče. Mislim, to ni normalno, niti etično, da ne moreš imeti odgovornega zdravnika v toliko bolezni. Ja, pač je mogoče, no, žal, razumem pa, kaj ste želeli povedati. Ne. Zdaj, bolj sem razmišljal v tem smislu, res ta posnetek, mislim, da bi si moglo dosti ljudi pogledati, pač Slovenije, predvsem na odgovornih mestih in upam pač, da bo nam uspelo to plasirati do teh ljudi, bomo ga tudi javno pač objavili in pol plasirali, ker ste dejansko 25 let strnili na razumljiv način, ne, čisto preprostemu pač tudi pacientu ali pa vsakemu posamezniku, ne, zdaj, zaradi tega ne moreš imeti doktorske znanosti, da bi razumel to, kaj ste predstavili, na nek način ste res na zelo lep način to predstavili, ne. Smiselno, mislim, nekako v uho mi je prišlo v bistvu ta del, ali pa ostalo v spominu, ko ste rekli, da v bistvu vi šolate ljudi na univerzah, imate specialiste v bistvu za te zadeve, ne. Se pravi, glede varnosti pacientov, da celo univerze imajo svoj del programa, pač formira in tako naprej, ne. Tako da to mislim, da bi bilo zelo zanimivo, v bistvu, da bi tudi mogoče več informacij lahko dobili, da bi jih lahko tudi, bom rekel, posredovali v Sloveniji, da tudi naše odgovorne dejansko pač, bom rekel, vstopijo tudi pač šolski sistem in vsi ostali, recimo z temi osebami pač v korak, ne, da tudi se bi pri nas pač ti programi začeli čim prej izvajati na nek način, nekaj pri nas nišče še ne razmišlja niti o tem, nekaj pri nas smo v bistvu v fazi, da se napake ne dogajajo, ne, niti napak se ne javlja, niti zdaj v bistvu se napak ne preiskuje trenutno, ne, ker trenutno bi v bistvu pač zveza ni več dodeljena te naloga, no, zdravniške zbornice, ne, in v bistvu eno leto se sploh niti ne javlja, niti evidentirajo napake, ne, in se tega ne izvaja, kar se je recimo že prej izvajalo, kakorkoli se je na nek način, ne, in smo v eni taki sicer zakon je sprejet, ne, kar je, bom rekel, pozitivno z tega vidika, ne, in smo v bistvu v eni zelo kritični situaciji, po moji oceni, ne, ali bomo še za 20 let nazaj vse skupaj padli, ne, ali pa bomo res postopoma pač začeli, da bomo pač v nekem času recimo prišli na nek nivo v tem smislu, ne. Tako da, mogoče tu vprašanje pač, ne, v tem procesu, ko vi gledate, kaj bi mogoče vi z sistemskega vidika drugače naredili pri vaših korakih na nek način, ne, da kljub temu pač cilj 50% pravite, da ni še uspelo na nek način, ne, kjer mogoče bi bila pa kakšna bližnica, kakorkoli, da bi mogoče kako drugače naredili, da ne bi to 25 let trajalo do te faze, ko ste prišli, pa kljub temu ni še zdaj, bom rekel, tistega rezultata, ko ste si ga zastavili na nek način, ne. Gospod Golc, kot prvo bi rad reagiral na to, da jaz sem prepričan, da tudi v slovenskem zdravstvu so ljudje, se pravi, so zdravstveni delavci, ki želijo izboljšave in želijo nekaj tudi spremeniti v samem sistemu. Jaz si ne predstavljam, da na primer en zdravnik se mi to
mogoče zdi zelo tako laično, kaj bo rekel, ampak jaz ne predstavljam, da nekdo kot zdravnik želi delati slabo. In treba je najti ljudi v organizacijah, v združenjih, mogoče v zbornici, ki želijo, kar se tega tiče, eno spremembo, ki bo seveda možna in bo nekako kot ene vrste počasni zgon lahko naredila določene spremembe. In sodelovanje s takimi ljudmi je ključno, ker pri nas je bilo tako, kot sem napisal potem, moraš imeti nekoga, ki za to res se zavzame, nosilce teh programov. Nekdo, ki entuziazira, nekdo, ki želi nekaj narediti in išče ljudi, s katerimi bi lahko tudi sodeloval in te spremembe tudi sprožil. Se pravi, če bi na kakršen način našli nekoga ljudi, ki bi, kar se tega tiče, lahko sodelovali in želeli sodelovati, ampak sploh že imajo kakšnekoli ideje, to bi bilo kot prvo, kar bi naredil. Kaj pa narediti, je pa takrat odvisno tudi od tega, kaj pravzaprav je najbolj pereči problem. Jaz, če pri primeru ne bi gledal na to, te napake, pa kdo je kriv, ampak na kakšen način bi, na primer, dostopnost zdravstva v Sloveniji, kakšen način bi bil, kar se tega tiče, glede sodelovanja, kot že prej, na primer, v smernicah, v vseh teh procesih v bolnicah bilo participacija pacientov boljša in večja. Za nas je pokazalo, da pravzaprav sodelovanje ne samo na primer medicinskih sester, ampak tudi pacientov je bil eden izmed najboljših pa največjih dosežkov, kar smo imeli, da je prišlo do izboljšanja vseh teh programov pa dosežka, ki sicer ni tako, kot smo si želeli, ampak je bil narejen. Pri nas je na primer recimo tako, da glede vse, kar se dogaja, če ni, kar se tega tiče, nekako pacienti zraven povezani, se že ne občuti v redu. Ampak to je rezultat enega sodelovanja, pa enega dela 30 let. In vprašajte, na kakšen način bi se to dalo prej, najti ljudi, ki tudi sigurno kot vi želijo izboljšanje glede sistema. Tudi pri nas je vse se skupaj začelo s tem, ker smo se mi kot sami želeli boljš narediti, kot pa je pred temu. In mi imamo zdaj trenutno na srečo, že skozi samoumevnost, za ta izboljšanje, kaj in kako se skupaj gleda na to. In tudi ceni, ne? Hvala lepa. Jasna, oprosti, Branko ima še roko. Branko, kar povej. Jaz bi sam poudaril, glede naprej bi se navezal, da je pri nas v Sloveniji še vedno zelo velik problem to prelaganje odgovornosti. Jaz sem imel hudo cervikokraniofacialno travmo, pa je nastal problem, ker so travmatologi prelagali na maksilofacialne kirurgi, na ORL specialiste, travmatologi, med drugim tudi na nevrokirurge, ortopedi, nazaj na maksilofacialne kirurge in dejansko se potem vrtiš v nekem začaranem krogu brez timske obravnave in brez realne rešitve. In tukaj je tudi po mojem mnenju največji problem, ker dejansko niso sposobni narediti te timske obravnave. In jaz bi še imel za gospoda doktorja Erjavca vprašanje. Zanima me, v Sloveniji imamo zdravstveno zavarovanje omogočeno preko monopolne zavarovalnice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa me zanima, ali imajo na Nizozemskem tudi samo možnost ene zdravstvene zavarovalnice, ali imajo mogoče izbiro, da se lahko zavarujejo pri različnih zavarovalnicah. Hvala za odgovor. Ja. Zavarovalnic je takole, recimo, je zdaj trenutno je okoli 26, ampak to so vse, kar se tega tiče, pod 5 velikih zavarovalnic. 18 milijonov ljudi
5 velikih zavarovalnic pa imajo svoje podružnice, ne, se pravi, ima določeno ime, ampak so glavnom kot ene vrste velika firma. V zdravstvenem varstvu v Nizozemski je tudi važno to, da pravzaprav glede denarja, ki prihaja iz skupnega sklada, seveda zavarovalno, pravzaprav deli zavarovalnice. Se pravi, zavarovalnica je ene vrste ne režiser, ampak gleda, kam bo šlo kaj denarja. In kar se tega tiče, je pravzaprav s tem tudi pogojen, da so med bolnicam in zdravstvenimi delavci, ki delajo v teh bolnicah, dogovori s temi zavarovalnicami, koliko denarja bo dobilo za določene zdravljenja, posege, paciente in vsega tega naprej. Poleg tega je celotni pravilnik, se pravi institut, ki gleda na to, kaj vse skupaj je v tem zavarovalniškem programu, ki je bazis, se pravi osnovni, in to je kar precej noter, tako pravi, da veliko dodatnega zavarovanja ni noter. S tem, kar sem to pokazal, bi povedal, da je pravzaprav tudi zelo važno, da tisto, kar je finančno možno, pogojuje tudi, kar se res tudi zgodi. Sprav, režiserska vloga zavarovalnic je pri temu precej važna, tako da se, kar se tega tiče, to sodelovanje je pravzaprav pri nas vse več in več važno. Se pravi, če ti že hočeš kot bolnice nekaj narediti, se moraš pogajati, kar se tega tiče zavarovalnico v tvoji provinciji, v določenem področju. Obratno bo, kar se tiče zavarovalnica, želela imeti za svoje zavarovance čim boljši paket za čim manjšo ceno. In to ima eno določeno konkurenčnost, samo mi smo se že videli in smo imeli zelo težke izkušnje, naprimer glede primarnega zdravstva. Pri nas so naprimer ogromno hišnih zdravnikov, ki so zelo v redu, ampak naprimer smo imeli en velik škandal, kjer je prišlo do privatne equity firm, ki je prevzela eno določeno število hišnih praks, so zato dobili denarja, ker imaš glavarino, pa vse tudi, kar lahko deklariraš, in sem delal 2 let. Vse tiste zdravniki, ki bi mogli imeti za tisto kontinuiteto oskrbe bili odgovorni, so bili pa najeti, in če so imeli počitnice, jih ni bilo in ni bilo dobro urejeno. In bil velik škandal, ker skoraj 100,000 ljudi ni imelo hišnega zdravnika in niso nikamor mogli iti. In kaj je pravzaprav v sistemu, kot našemu, nemogoče. In so zavarovalnice mogle same, ne samo, da so njih tožili, ker so imeli tako slabo organizacijo, ampak so mogli plačati se vsega tega, kar se tiče nove zdravnike, da so to lahko rešili in to, kar se tiče, uredili. Se pravi, konkurenca med sabo ni en pa na vse, se ni prav ni tako, da je bilo posebej za vse v redu, ne? Ampak je pa tudi ene vrste dražljaj, incentiv, na kateri se določene stvari lažje dogajajo. Hvala lepa. Jaz bi imela pa še eno vprašanje, doktor Erjavec, če smem. Zanima me, ali na Nizozemskem poznate neodvisni medicinski preiskovalni urad, tako kot recimo v Veliki Britaniji? Zdaj, da pisamo definicije. Če karkoli pride do disciplinskega sodišča, je to pravzaprav neodvisen. Se pravi, neodvisno, naprimer, na koncu pride disciplinski sod, so 5 ljudi noter, 3 pravniki, pa 2 eksperta, ki niste imeli kakršnekoli povezave s tem primerom. In oni potem to obravnavajo. Poleg tega pa lahko imate še kazenski, civilni zakon, če vi kot pacient smatrate, da ste bili oškodovani, nepravilno, ker ste zmeraj lahko na civilno sodišče z advokati vsem temu, ne? In potem ti pokličejo te ljudi, ali pa neodvisni ljudi, da pride do predsodbe. Hvala lepa. Kakšna je pa pot do rehabilitacije
pacienta takrat, ko gre nekaj narobe? Ali imate v sistemu predvidene kakšne posebne postopke, ukrepe? S tem ne mislim samo finančne rehabilitacije, ampak bom rekla podporo, recimo, če pride do trajne poškodovanosti, se pravi, ali pa ne vem, delne invalidske upokojitve in podobno. Ali je za pot do rehabilitacije pacienta, ki doživi v bistvu škodo zaradi napake pri zdravstveni obravnavi, ali je ta pot težavna? Če se dobro razumem, lahko odgovorim samo na en način. Ločeno je tisto, kar je zdravstveno, tisto, kar se mora zdravstveno narediti v določenem pacientu, se pravi glede revalidacije, fizioterapije, vseh teh ekspertov, ki so zraven, je to zavarovan pacient vedno in se bo to dogajalo tako, kot je potrebno. Kar se tiče pa kompenzacije, je pa stvar, kar se tega tiče na ali disciplinskem sodišču ali pa na civilnem sodišču določilo kot odškodnina, na primer finančno. Če je na primer potrebno imeti pri temu pacientu lift doma, se bo to glede na njegovo zdravstveno stanje dogajalo pri njegovega zdravstvenega zavarovanja. To ne bo šlo od tistega denarja, ki je za kompenzacijo. Hvala lepa, ste mi odgovorili na vprašanje. Ja, to je, bom rekla, zelo etično ravnanje, pa visoka meja, ker to pri nas je težava, da pravzaprav je edina pot do finančne kompenzacije sodna, a ne? Kar pomeni, da veliki večini pacientov tudi nedostopna, ker so sodni postopki dragi in dolgotrajni in naporni in na njih tudi pade breme dokazovanja, da je šlo za napako, a ne. Tako da v bistvu ta naš sistem je zelo, bom rekla, ne favorizira pacienta, ne. Razumem, ampak zdaj se mogoče se to sliši zelo malce tako tudi naivno, ampak glejte, stvar je v tem, da zdravstvena situacija in kaj se z njo za to potrebno, kaj treba narediti, to je stvar zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, če je nekdo invalid in določene stvari ne more delati več doma, glede zdravstvenega zavarovanja in na primer odškodninskega zavarovanja, kar se glede tize, se to ureja prek tega. Ja, logično. Ja. Hvala lepa. A ima še kdo drug kakšno vprašanje? Gospod Gerbec se javlja. Ko sem tole poslušal doktorja Erjavca, seveda tako kot tudi vidve in drugi, se ti takoj pojavi neizbežno zrcalna slika ali pa ogledalo na Slovenijo. Da bi skrajšal, jaz bi doktorja Erjavca vprašal, ali bi bil on pripravljen naslednji teden, ko je zdravstveni razvojni forum v Portorožu, kjer bo 200-250 zdravnikov in številnih drugih zdravstvenih delavcev predstaviti, rekel, po online zvezi približno nekaj takega, kar je danes nam predstavil. Wow, to je lepa ponudba, moram se oglasiti. Zelo lepa ponudba, lepa gesta, gospod Gerbec. Res upam, da si bo doktor Erjavec našel čas, ker tam bom seveda bolj prava klientela, bom rekla, kot smo mi imamo voljo, a ne. Ampak okolje bo pa tam... Lejte, Nina, gre za to, da bi morda ne vse, ker je morda 40 minut preveč, ampak če bi tisti centralni del, ki ga je od začetku povedal, kako je do tega prišlo, pa do monitorja, pa do dogovora, pa do programov združenih, če bi ta del povedal prvih 20 minut, bi bilo kolosalno, ker moje vprašanje naslednje pa tole. Zdaj mi lahko zdaj na nek način samo jočemo, ker tega nimamo. Mislimo, da bi bilo pa to dobro, da bi mi imeli, vidve sta tudi spraševali, kako bi pa mi do tega prišli. Doktor Erjavec je rekel, najte ljudi, ki so pripravljeni po tej poti. To je bil njegov odgovor, jaz sem si ga zapisal.
In jaz sem prepričan, tako kot je on rekel, da taki ljudje so v Sloveniji. Ja, strinjamo. To je naš centralni problem. Upam, da Jernej, da se tudi ti strinjaš, ne? Da sprožimo ta proces in da najdemo te ljudi, ker je jasno, po definiciji, da nekateri niso za to. Ker je tole ogledalo za njih neprijetno. In to je centralni problem v Sloveniji zdaj. Mi imamo zakon, s katerim se nič ne dogaja, imamo agencijo, s katero se trenutno nič ne dogaja, smo v slabšem položaju celo. Zakaj? Ker se državna politika hvali po Evropi, kje smo, in pravi, imamo zakon, imamo agencijo in vsi jim takole ploskajo. Od tega, od zakona pod agencije nimamo pa nič. To je težko bi najdel pravi izraz, da gre za, ne za roto, ne, to bi bil napačen izraz, ampak gre za prevaro. Ne, prevaro, se pravi, mi se hvalimo, da imamo zakon pa agencijo, hkrati pa od tega nimamo nič, še. Da bi pa do tega prišli, bo pa sigurno potreben tak sprožilni, ne dogodek, ampak tak sprožilni gibanje, kot je dr. Erjavec govoril. In tam je pa najti ljudi, ki so pripravljeni v ta proces se vključiti iz vseh vrst. Sem 100%, da jih imamo ogromno. Recimo, bom rekel, jaz sem prepričan, da je zbornica zdravstva in babiške nege absolutno v tej smeri. Absolutno. V to sem globoko prepričan. Tu dobro so delali v bistvu svoje tiste izredne strokovne nadzore, pa tudi redne. Se pravi, ni res, da nimamo mi v Sloveniji pomembnih, ne samo posameznikov, tudi asociacij, ki so pripravljeni iti v tole smer, o kateri je dr. Erjavec govoril. In mi bi si morali postaviti za cilj tisto, kar je on rekel, združeni program teh akterjev. Če bi bil to naš cilj, pa da bi ga realno tempirali, da bi rekli 1 leto ali pa 2 leti, da bomo do tega prišli, bi bilo nekaj ogromnega. Sprožili bi neko gibanje za to. To bi po mojem mnenju bilo centralno, ker če ne, bomo lahko mi včasih tudi obupali skoraj, pa bomo rekli, saj se nič ne da narediti, in tako naprej. To pa ni res. Se pravi, mi moramo najti to, kar je dr. Erjavec nam priporočil. Najte tiste posameznike, inštitucije, ki so pripravljeni, drugi se pa slej ko prej temu gibanju potem morali nekako priključiti. To je moj, v to sem jaz prepričan, ZOPS, Zveza organizacij pacientov, pa ta iniciativa, mi smo po mojem mnenju eden glavnih pobudnikov za to, vse so bili tudi v Holandiji. Dr. Robida je večkrat te dni rekel, da on edini svetel trenutek vidi organizacije pacientov kot tistega dejavnika, tistega pobudnika, tistega agensa, ki do tega lahko pripelje. In jaz sem prepričan, zato smo mi tudi Zvezo organizacij pacientov pred 4 leti ustanovili. Pa smo mislili, da smo mes kaj dosegli, pa smo ugotovili, da smo formalno nekaj dosegli, dejansko pa premikov še ni nobenih. Torej, ja, strinjam se z vsemi predlogi, bomo pa zelo veseli vsakega konkretnega predloga. Mi bi morali, oprostite Nina, mi bi morali enostavno zbornicama, pa še drugim, poslati, v bistvu pripraviti eno pobudo, inicijativo in sklicati nek inicialni sestanek. Pa reči, evo tole, kar je dr. Erjavec pripravil, predstaviti, če je potrebno. Bomo prosili, da bo dr. Erjavec morda to celo ponovil, ker je bolj, da on direktno pove to, in bi rekli, evo, a smo mi zdaj pripravljeni iti po tele poti. Govorim o poti, nič drugega. Smo pripravljeni dati to pobudo skupaj, gospod Gerber? Ja, seveda. No, me veseli. Kaj pa drugega? Sej, veste kaj, to gonjo lahko samo tistih, ki so prizadeti in ki imajo motiv, drugi ne. Ja. Mislim, da je to jasno, da se ne rabimo prepričevati to. Ja, drži. 10,000 je bilo mrtvih ob COVID-u, med njimi tudi moja žena. Zadnjič, ko smo mi dosegli spremembo zakona za sanitetne pa nenujne prevoze, sem jaz predsednici odbora za zdravstvo državnega zbora rekel, če ne bomo zdaj to naredili, bomo mi pripeljali 200 dializnih pacientov pred državni zbor, potem boste pa vi njim odgovarjali, zakaj se to ne da narediti. In vam povem, ta grožnja, ki je bila z njihove strani sprejeta takole, gospod Gerber, se vi nam grozite, sem rekel, ne, jaz vam nič ne grozim, ampak ne meni, njim boste vi na ploščadi pred državnim zborom morali dati odgovor, zakaj ni možno sprejeti nujnih ukrepov. In vam moram povedati, da je to delovalo. Žal je včasih potrebno je tudi za takimi malo bolj radikalnimi ali pa napol revolucionarnimi posegi. Očitno je, da je včasih za spremembe nujno potreben nek sunek.
Ne vem, doktor Erjavec, kako vi to gledate. Ja, to se popolnoma strinjam, ker nažalost je določenih strani treba imeti radikalni pristop, ampak kot prvo začeti dialog, ki sem vam prej rekel, najti ljudi, se pravi ta vaš predlog z določenimi odgovornimi v zbornici, zdravstveni zbornici, a pa naprimer Inštitutu za javno zdravstvo, stopiti njim, reči, gledajte, mi bi rad imeli en doprinos, eno vlogo v izboljšanju sistema, recimo tega in tega v slovensko zdravstvo. Kako bi to mi skupaj lahko z vami dosegli? Še tole, doktor Erjavec, vi to ne veste, Nina pa Jasna vesta, pa Jernej tudi. Mi smo predlanskim, ko je bil Svetovni dan varnosti pacientov v Novem mestu, ko je bila strokovna konferenca, je tja prišel poleg ministrice nizozemski ambasador. In tam je prišel nam predavati en človek, ki ga morda ste vi že daj slišali za neha, Johan de Graaf. To je fundacija za hipofizo. In on je nam tam predaval o teh RNA-jih, te mreže, na področju redkih bolezni. In to predavanje je bilo odlično in mi ga zdaj tudi uporabljamo, njihove izkušnje, ker mi takih RNA mrež v Sloveniji nimamo. Poudarek tam je pa na skupnem sodelovanju raziskovalcev, zdravnikov in pacientov. In vi ste zdaj rekel, jaz sem si zapisal, da je bilo pred 12 leti uzakonjeno, da morajo pacienti sodelovati. O tem v Sloveniji trenutno še ni govora. Mi tega nimamo. Mi imamo center za redke bolezni na pediatriji, vendar tam organiziranega sodelovanja pacientov ni. In zato smo zdaj sprejeli zakon o skladu za redke bolezni, ga je Državni zbor sprejel, pobudnik je bil eden od naših članov, William Julian, Nejc Jelen, ampak se je videlo spet, da je šlo za eno tako akcijo, ki je bila nujno potrebna, da so se stvari začele premikati v neko smer. In zdaj jutri je konferenca na Brdu o redkih boleznih, nacionalna konferenca, in mi imamo en star nacionalni načrt na tem področju, ki bi ga morali radikalno prenoviti, in jaz imam pred sabo norveško pa dansko strategijo na področju redkih bolezni. Mi rabimo nove iniciative in aparat ministrstva tega sam ne bo naredil. Ne bo. Ker mislim, da je slovensko ministrstvo za zdravje sicer marsikaj tudi naredilo, ampak to je najbolj zaviralni ali pa konzervativni element v slovenskem zdravstvu, je ministrstvo za zdravje. Zakaj? Ker tam ljudje sedijo že po 20-25 let isti ljudje. Tako je pač. In jaz vem iz teh stikov, ki jih ima doktor Bitens pa drugi, da je leta 2008, ko je bila izvedena resna reforma zdravstva na Nizozemskem, da so bile organizacije pacientov glavni nosilec tega. Drži to, doktor Erjavec? Ja, to je povedal. To je tista stvar, mislim, če bi lahko imeli ene sogovornike na nacionalni ravni, kako bi počasno naredili, kaj si mi vse skupaj, mi kot pacienti, mi kot zdravniki, mi kot upravljavci bolnic, mi kot zdravstvo želimo narediti in katere stvari bi naredili kot prve. Se pravi, en dialog. Tako je. Lik ta beseda sem vam hotel reči na koncu. Nam že 10 let manjka ključni problem, prav problem Slovenije je pomanjkanje ali odsotnost dialoga. To je centralni problem. Vi veste, da v obdobju 2016, ko je bila Milojka Kolar ministrica, ministrstvo ni odgovorilo na nobeno pobudo in pismo Zdravniške zbornice Slovenije. A si vi to lahko predstavljate? Moram reči, da pod Janšo imamo zanimivo izkušnje. Na vsako pismo, ki smo ga Janši poslali, smo dobili v 3 dneh odgovor šefa kabineta in naročilo ministrstvu ali drugim organu, da nam odgovori, no, oni so nadzorovali ta proces odgovarjanja. A veste, zdaj se pri Golobu žal to ni ponavljalo. Ja, jaz bi še Gabi Bezjak, vidim, da je dvignila roko, vem, da ima izkušnje na področju redkih bolezni, bi se priključila k besedi. Tukaj bi jaz apelirala ravno na gospoda, ko je govoril o tehle evropskih referenčnih mrežah. Evropska referenčne mreže so že od 2017 prisotne v Sloveniji, ampak težava je zato, ker se nihče ne zavzema za to, da bi se zdravniki aktivno vključevali v te evropske referenčne mreže in pa tudi iskali informacije za določene bolnike, ki pač se soočajo z redko boleznijo. To je ključni problem v Sloveniji. Evropske referenčne mreže obstajajo, ampak bolnike ne vključujejo v evropske referenčne mreže. Potem, ne vem, tale združenje
za redke bolezni v Sloveniji, ne, v bistvu združuje tudi samo organizacije teh, ne vem, bolnikov redkih bolezni, ne združuje pa posameznike, ki so z redkimi boleznimi, ki se soočajo v Sloveniji, ne. Zdaj, en bolnik, ki je sam, verjetno ne bo neke organizacije ustanovil, ne. V bistvu bi v Sloveniji manjka ena krovna organizacija, ki bi se zavzemala za celotno problematiko teh redkih bolezni. Če povzamem samo, ne vem, primerjavo s Hrvaško, ne, Združenje za redke bolezni na Hrvaškem, mislim, oni so zelo aktivni, kadarkoli se obrneš na njih, mislim, dobiš res zelo koristne napotke, pa tudi kakršnekoli usmeritve. Tega v Sloveniji, na primer, jaz še do danes nisem doživela. Tako da, evropske referenčne mreže v Sloveniji že obstajajo. Ampak saj jaz se z vami popolnoma strinjam, saj ni kaj za dodati temu, kar ste rekli. Jutri bom jaz verjetno sodeloval, tam bo govorila dr. Tanja Draxler, pa verjetno Erika Stariha, ampak jaz se bom oglasil in bom točno tole povedal, kar ste vi zdaj rekli. Ni kaj dodati. Gospod, spremljam že ob dnevu redkih bolezni so vedno organizirani ti dogodki na Brdu ali pa preko Zooma. Ampak zdaj že kar nekaj let spremljam, od 2018 pa se vendarle vrtimo skozi okrog eno in ta istih stvari. Nekih konkretnih rešitev se ne sprejme, ne vem, glede na to, da to področje kar dobro poznam. Zakon o skladu za redke bolezni ne bo rešil ničesar. Nenehno se pa tudi v javnosti ves čas izpostavlja, ne vem, otroke z redkimi boleznimi. Ja, teh je več kot 70%, ampak redke zakon, ki mora naslavljati vse bolnike. Ne more, Ampak gospa Bezjakova, zgolj samo oziroma ne more samo naslavljati samo ene skupine, ampak mora vse skupine, pa vseh je potrebno se zavzemati. Gospa Bezjakova, tole, kar vi pripovedujete, smo mi 4. decembra v razpravi v Državnem zboru točno to povedali, smo na 3 stranih absolutno vse to povedali in tale zakon, ki bi sprejet, ni sprejet za otroke, ampak je sprejet za vse. In mislim, da vendar predstavlja določen napredek, je pa rekel tale del, o katerem vi zdaj govorite, pa žal še ni v celoti obsežen, vam samo eno stvar povem. Resen problem je bil, ko smo mi predlagali, da se pri odločanju, ko gre za tako zvano strokovno mnenje, konziliarno, da se vključi tudi tuje strokovnjake. Bil je odpor proti temu, pa smo mi rekli, mi vendar nimamo strokovnjake za 7000 redkih bolezni. Nimamo. In zdaj je v zakon to noter prišlo za amandmajem 2 poslanskih skupin. Je prišlo noter. Jaz sem se pa o tem pogovarjal s strokovnim direktorjem pediatrije, pa je bil on ne proti, ampak je rekel, gospod Gerbec, moji kolegi bojo verjetno proti. A vidite to, no? Pa smo tam, ne? Ampak zdaj je v zakon to noter prišlo, tako da jaz mislim, da zakon je napredek zaradi tega, ker v bistvu je odprl na eno širše vprašanje v smislu, da celotna organizacija na tem področju, ker so bili 2 trditvi postavljeni. Ena je bila, da nam itak vse v redu klapa, da imamo vse super, ne? In druga trditev, ki je bila pa taka, kot ste vi zdaj povedali, kaj nam manjka. In zdaj bilo treba narediti nek bridge, nek most naprej in jaz mislim, da zakon vendar predstavlja nek napredek, ga bo pa treba še bistveno nadgraditi točno s tem, kar ste vi rekli. Točno s tem. Zakon kot taki ne rešuje osnovne problematike. Čisto tako iskreno vam povem. To je zakon zgolj zato, da je pač napisano nekaj, no. Jaz se opravičujem, bom skočila. Dr. Erjavec ima naprej obveznosti in se mu bom res takole uradno zahvalila za res dragocen prispevek in upam, da bo kaj iz tega predloga naslednji teden, pa potem tudi kasneje. Res najlepša hvala, hkrati pa pozivam vse ostale, gospa Bezjak, gospod Gerbec, da z debato morebiti nadaljujemo. Ja, se strinjam, Nino, mi se moramo online srečati v smislu, kako bomo pa zdaj tole zagnali ta proces. Dobro. Doktor Erjavec, hvala lepa, vas pustimo. Ja, hvala za pozornost in veliko uspeh v vašem delu, sploh pa v naprejšnjem organiziranju. Hvala vam za vaš prispevek, res lep dan. Najlepša hvala. Ja.
ne, pa potem tudi kasneje. Res najlepša hvala, hkrati pa pozivam vse ostale, gospa Bezjak, gospod Gerbec, da z debato morebiti nadaljujemo. A ne? Ja, ne, mi se moramo, ja, se strinjam, Nino, mi se moramo online srečati v smislu, kako bomo pa zdaj tole zagnali ta proces. Samo to. Dobro. Doktor Erjavec, hvala lepa, vas spustimo. No? Ja, hvala za pozornost in veliko uspeh v vašem delu, sploh pa v naprejšnjem organiziranju. Hvala vam za vaš prispevek, res lep dan. Najlepša hvala. Ja. Ja, gospod Gerbec, dajmo kar naprej res biti operativni. No? Sem zato pa predlagam, da se organizira online srečanje, da se posvetimo točno temu, kar smo rekli, kako zagnati ta proces. Zdaj, jaz bom tole omenil tudi Beovićevi drug teden, ker bom jaz okroglo mizo v Portorožu vodil. Glejte, jaz ne bom zdaj nič naprej rekel, a bo ona rekla ja ali ne, po mojem mnenju, da bo težko odklonila, če bi mi rekli, da bomo jim poslali tole, kar je bilo predavanje doktorja Erjavca, pa da oni razmislijo pri sebi, ker oni imajo tudi odbor za kakovost in varnost. Seveda, tudi absolutno mislim, da so oni mnogo bolj zainteresirani za to v smislu povračila ugleda. A ne? Ja, točno, jaz sem hotel, zdaj ste mi iz ust vzeli tole besedo. Jaz sem mislil, da je tole glavni motiv za to, da v tole gre. Tako, in se morajo tega lotiti, ker v zadnjem času je gospa Beović tako dobro zastopala pravice zdravnikov, da je šlo na škodo pacientov. Vse drži. Vse drži, ampak zdaj jih bomo pa mi za jezik potegnili, pa rekli, in zdaj pa, če jim damo tale nizozemski model, da ne bojo mislili, da smo se mi nekaj izmislili zdaj. Seveda, ja. Ker bo po mojem mnenju današnje predavanje imelo lahko zelo velike pozitivne posledice. Tako, se strinjam, absolutno mi je všeč, da to tako vidite. Gospod Zalar me je pa se tudi prijavil k besedi, lepo prosim, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Jaz sem predstavnik pacientov v svetu Javne agencije za kakovost v zdravstvu na predlog ZOPS-a in se rad udeležim, če le mi čas dopušča, vseh vaših aktivnosti. Jaz imam eno mogoče idejo, ker vi ste iz teh, kakor jaz spremljam, zelo zainteresirani in relativno dobro poznate situacijo. Da bi enkrat spregovorili tudi o potrebnih dograditvah sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v Sloveniji. Moja teza je, da je zakon napredek, rojevali smo ga več kot 20 let, ampak ta zakon ne predstavlja, bi rekel, kompletnega zdravstvenega, torej sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Sistem mora biti tako naravnan, da bo v korist pacientom, zdravnikom in plačniku. Če to ne bo narejeno, ne bo nobenega haska. In danes smo poslušali doktorja Erjavca, jaz nisem hotel o tem težiti takrat, ampak jaz samo predlagam, da bi se enkrat mogoče tako dobili, potem diskutirali, zdaj pa toliko smo že mogoče tudi trujeni, da vas ne bi več mučil okrog tega. Hvala. Hvala za pripombo, gospod Zalar. Jaz lahko rečem eno, ne? Zakon in sprejemanje zakonov in ustvarjanje videza, da se veliko dela in da imamo veliko novih sprememb, je ena reč. Druga reč pa je kultura, zavedanje, grajenje nekega novega načina mišljenja in razmišljanja. Ne? To sta dve različni stvari. Namreč ni treba, da je vsaka stvar uzakonjena in nikoli ne bo vsaka stvar uzakonjena. Ne? In če se mi zanašamo kot nacija samo na zakonodajo, smo zaglibili, po domače povedano. Ne? Skratka, strinjam se z vašim predlogom, zakon potrebuje dograditev in napredek, predvsem implementacijo. Ne? Mi imamo ogromno stvari uzakonjenih, pa rabimo samo implementacijo, ne nazadnje. Ne?
In zanimivo je, da so z zakoni, ki se tičejo zdravnikov, zelo slabo seznanjeni prav zdravniki. A veste, in če začnemo že prej, ko smo imeli zakon o pacientovih pravicah, pa vidimo ne samo, da ga zdravniki ne poznajo, ampak da se ga celo nekateri norčujejo. Da če vprašate na ministrstvu, kateri je glavni zakon, za njih je ZZDEJ, za nas je pa ZPACP, kot da vsak svoje, zdaj svoj vrt obdeluje. Skratka, tu je potrebna samo kultura, izgrajevanje kulture, dialoga, zavedanja, da vsi rabimo to in si vsi želimo imeti boljši sistem. Ja, lejte, vse to je res Nina, kar ste rekli. Mi smo mali palček zaenkrat. Franciji je v svetu agencije, Jerneja smo predlagali v svet za kakovost kot posvetovalno telo. Bom rekel, če potegnemo črto, smo lahko bolj nezadovoljni kot zadovoljni. Lani bi se morda še pohvalili, ali pa smo se. Ja, optimistični smo bili. Ja, zdaj smo pa razočarani. Tako, to je, razočaranje je in mislim, za nas, ki smo doživeli tako izkušnjo, je ta frustracija ogromna, da vidiš, da ni monitoringa ta pravega, da ni interesa, da to je boleče. Predvsem, kadar slišimo nov primer, kadar slišimo za nov primer, je resnično srce parajoče. Tako da, ja, se strinjam, da veseli me, da ste se tukaj danes zbrali in da želimo v zvezi s tem, kaj spremeniti v naši družbi. To je kar nogometna igra. Tukaj imamo razne vloge. Eni so branilci, drugi so napadalci, eni so krilci. To moramo razumeti, tako da moramo realno odmeriti, kaj naj bi kdo naredil in kaj kdo mora tudi narediti. To se pravi, v procesu poganjanja tega pa moramo mi seveda določene akterje jih pa prepričati ali pa prisiliti, da bodo delovali. Če ne, naj pa odstopijo, če ne, pa drugim dajo mesto. Zelo se strinjam. Vesela sem, gospa Mateja Agrič se je prijavila k besedi. Izvolite. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Agencija je bila danes večkrat omenjena, sicer jaz nisem uradna predstavnica, v tem primeru pač naša v.d. direktorica žal moram opravičiti, ker ima zdaj eno nujni sestanek, ampak želela bi še tole pojasniti. Avgusta lanskega leta se nas je zaposlilo prvih 4 zaposlenih, do danes nas je celih 5. Glede na to, da je agenciji dodeljeno zelo, bom rekla, za vse te programe in naloge, ki jih zakon predpisuje, zelo malo sredstev po naši oceni, mogoče se vemo tudi gospod Zalar, ki je v svetu agencije, pridruži temu mnenju, smo mi vseeno ostajamo optimistični. Sestajamo se z vsemi deležniki, kjerkoli pač uspemo, glede na to, da smo 2 z področja kakovosti in 2 z področja vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Pospešeno tudi sodelujemo pri razpisih, zbiramo kader, ki ga žal v realnosti se redko potem kasneje odloči, da se zaposli pri nas, ker je pač ovrednoten tako, kot je v javni upravi. Ponavljam, ostajamo, bom rekla, optimistični, ne glede na to, če smo od avgusta do danes nekako vzpostavili osnovne pogoje, to je organizacijsko strukturo, podporne službe, informatizacija je v delu, digitalna identiteta je bila postavljena, to se pravi lastno mreže, lastna domena, potem tudi spletna stran, potem vzpostavljen tudi čisto nov dokumentni sistem. Delamo pa veliko na tem informacijskem portalu za izvajalce, da bi tako uporabnikom kot vsem ostalim deležnikom, izvajalcem zdravstvene dejavnosti nekako pomagali pri vseh teh administrativnih ovirah. Če razumete, da imamo okrog 4000 samo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, pa ne vem, če sem se jih naštela, kje ste še tu potem tudi pacienti. Tako da jaz mislim, da postopoma, kot je že predavatelj povedal, da zastavimo neko smer in da počasi vidimo, kje so tiste kritične točke in ko bomo tudi kadrovsko, bom rekla, okrepljeni, bomo lažje z večjo pomočjo, tudi vašo, vse te naloge potem tudi izvajali. Toliko še v mojem imenu, sem se čutila nekako dolžna, da soglasim, ker pač vztrajamo v takih razmerah, kot je, ampak vidimo, tudi smo se, bom rekla, po dobrih praksah v evropskem prostoru pozanimali.
Agencije so potrebovale 3 do 4 leta, da so nekako uskladile te programe, s tem, da je zakonodaja bila že pripravljena. V Sloveniji pa tudi na določenih področjih, žal tudi še podzakonskih ali pa tudi zakonskih aktov z področja kakovosti in varnosti še nimamo. Ampak, Mateja, komu pa vi to govorite? Te podzakonske akte bi morali vi pripraviti. Komu to pripovedujete? Nam? Ne, sem vam povedala, smo pripravili par osnutkov, smo želeli, bom rekla, tudi odprti smo za sodelovanje, pač določene zadeve grejo počasi, mi sami ne vemo zakaj, tako da sem vam povedala, koliko nas je, pa na kolikih področjih vse delamo. Mateja, Tam ne gre. Mateja, oprostite, nehajmo se sprenevedati. Vi ste dobili pripombe, da na osnutek pravilnika o nadzorih, v katerem je med drugim pisalo, da naj bi predlagatelj nadzora plačal stroške tega. Mi smo vam jasno povedali, da je to popolnoma nesprejemljivo. To pomeni blokado nadzorov, ker to pomeni, da bi moral zastopnik pacientovih pravic ali pacient ali svojci plačati neznano visoke stroške preko nadzora. Smo vam dali pripombo, vi ste mirno pustili to not v pravilniku in ste ga dali na glasovanje. Prosim, nehajmo se sprenevedati, po tej poti ne bomo prišli nikamor. Oprostite, gospod Gerbec, tule se pa ne morem strinjati z vami. Ravno včeraj in danes sem preverjala, takoj, ko je bila ta pripomba podana, je bilo s strani agencije poslano in ta stavek točno v 11. členu je bil popravljen. Zato, ker je mene nekako ta informacija zelo motila, ne vem, kako je prišlo, da mogoče ni bila ta zadnja osnutek pogledan. Mi se trudimo, da bomo skupaj z vami, ki imate več znanja na tem področju, uskladili tudi te zadeve. Smo odprti. To pa žal ne morem sprejeti, se pravi, sem sama pogledala te zadeve. Mateja, ne se hecati z nami. Gospod Zalar je nam poslal pravilnike, ki ste jih dali na glasovanje. In v tem pravilniku to bilo še zmerom noter, ni bilo izpuščeno. Ni bilo. Tukaj zdaj sicer vem, ali je šlo mogoče pripošiljeno za kako pomoto. Jaz tukaj zraven nisem bila, ne morem tega komentirati. Lahko pa povem, z moje strani, ker sem jaz popravljala te zadeve, da se žal ne morem strinjati, da nismo upoštevali točno tega stavka, ampak pustimo to za kakšen drug sestanek. Tu smo z drugim namenom. Dajmo se nekaj drugega zmeniti. Vi naj bi na svetu agencije te dni določili predlog pravilnika, ne dokončno besedilo, in bi ga morali dati v javno razpravo. In gospa Nina, če jaz kaj predlagam je, da ta osnutek ali predlog pravilnika o nadzorih, da se ga da na takle forum, kot je današnji, pa bomo pa tam razpravljali, potem pa vi dve, pa drugi lahko ocenili, ker tam noter kljub naši pripombi tudi pod razno ni stavka, da se zasliši svojcem in paciente. Ni noter, tega enostavno ni noter. In to je bila ena glavnih, resnih ali pa najvišjih pomanjkljivosti prejšnjih pravilnikov obeh zbornic. V tistih pravilnikih, ki so tudi dobili soglasje Ministrstva za zdravje, ni bilo, in jaz vem po svojem primeru, jaz nisem bil nikoli zaslišan tam. Ne vmes, pa ne na koncu. Dobil sem en pildek od zbornice. Pildek. To je resnica, veste. In vse drugo je pa sprenevedanje. Torej, jaz se zahvaljujem tako gospodu Gerbecu, da je to eksplicitno izpostavil, kot vam gospa Agreš, ki ste zdaj v neprijetni koži. Jaz se vam res posebej zahvaljujem, da ste se oglasili, da ste prisotna. Jaz razumem vaš položaj, da ste kadrovsko, bom rekla, šibki, ampak nekdo pač to delo mora nekako upraviti. In jaz mislim, da če bomo imeli pred sabo vodilo najboljše za pacienta in ne najboljše za izvajalca, da je že to tista premisa, ki nas lahko vodi k dobrim odločitvam. Se pa absolutno strinjam z predlogom gospoda Gerbca. Ta postavka, bom rekla, ali pa ta stavek, ki je sicer uzakonjen v 80. členu ZZDEJ, da je treba v nadzorih povabiti tudi svojce, da je to pomemben del monitoringa, in v vse ostale odločitve, tako kot je dr. Erjavec predlagal, v smernice, koliko imate vi v RSK-jih pacientov v resnici, sami zdravniki so, ki se odločajo o pacientih. Skratka, to je tako neuravnoteženo, da
Zdaj, že samo zaradi tega dejstva prihaja do anomalije. A ne? In jaz to gledam, veste, kako jaz to vidim? Jaz to vidim tako, kot takrat, ko smo imeli v parlamentu še same moške, pa je bila potrebna kvota, da imamo toliko pa toliko žensk, da se je to uravnovesilo. A ne? In isto je tukaj. Ne? Rabimo kvote, v vsakem telesu rabimo toliko pa toliko zdravnikov in rabimo kvoto pacientov. A ne? In seveda takih pacientov, ki niso hkrati izvajalci, pa povezani z dobavitelji in tako naprej. A ne? To mislim, da je ključno. A ne? Tako Nina, ZOPS je predlagal predlanskim na osnovi javnega razpisa 23 kandidatov za člane svetov bolnic. Od 23 so jih 21 zabrisali v kot na vladi, imenovali so 2, od tega je Maja Damnevska, ko je šla v službo v UKC, izstopila iz sveta, in Gregor Cuzak je izstopil, in trenutno organizirani pacienti nimamo niti enega predstavnika, pač pa so noter v svetih predstavniki dobaviteljev, farmacevtske industrije in drugih. To je čista resnica. No, in to je kruta resnica in vse drugo je čisto sprenevedanje. In zdaj, ko smo imeli včeraj mi soočenje političnih strank, smo jim poslali 7 vprašanj in eno od teh vprašanj je bilo tudi tole in je bilo zelo zanimivo, kakšne odgovore smo dobili. Vladne stranke so nam odgovorile, da smo uporabniki ustrezno zastopani pa pacienti. To je seveda, to sploh ni res. To ni res. Absolutno neprimerno. Ne, mi smo pa predlagali predlanskim, dr. Bohinc je bil avtor tega predloga, v naš odbor za zakonodajo, da bi morali imeti mi tretjinski delež v svetih. Najmanj. Tretjina zaposleni, tretjina država ali občina, tretjina pa mi. O tem nočejo slišati aktualna oblast. Nočejo slišati. To je ta svet pacientov v vsaki bolnišnici, a ne, v vseh strukturah, ki ga pri nas ni. A ne. Gospa Mateja, povejte. Ja, tu bi še sam želela, vsem spoštovanjem do vseh udeleženih. Tale pravilnik, ki je omenjen, je v bistvu šele v fazi osnutka, niti predlog še ni. Tudi ga še čaka javna razprava, absolutno. Jasna? Jaz sem hotela replicirati samo na ta pravilnik o nadzorih. Tudi v zakonu o zagotavljanju kakovosti je zapisan kot pač krovnem zakonu tega podzakonskega akta, da pacienti sodelujejo pri raziskavah, in da se mi moje osebno mnenje in na podlagi izkušenj, ki jih imamo z nadzori, da pa ne bi bili pacienti oziroma plačniki nadzorov, da je pa to nedopustno. Že tako in tako se zaradi pač težkih okoliščin in razmer, v katerih se znajdemo, težko odločamo sploh za pritožbo, težko zmoremo pritožbo sploh napisati, težko zmoremo vse te postopke, ker so izčrpljujoči in naporni. Če bo pa še zraven, bom rekla, ta ovira, da to je pa nesprejemljivo. To je čisto maničenje. Glejte, zato je pa prav, da je danes takle forum in da se to pove, ker če ne izpade, da smo samo eni tečni pa zoprni. Ja. Jaz sem se tega, naveličal sem se že, zaradi tega, ker izpade, kot da smo mi neki hudobni ljudje, ki neki ne vem, kaj hočemo, pa ni res. Ker namreč mene so na pravni fakulteti učili profesori za kazenski postopek pa civilni, da je postopek mati materialne resnice. To je stavek za cel svet velja, za cel svet. Če ni ustreznega postopka, ni mogoče priti do materialne resnice. Gospa Agreš, povejte. Ja, samo mogoče v odgovor. Mi smo res takoj tisti stavek 11. členu popravili, da vse stroške izrednih in rednih nadzorov nosi agencija. Tako da naj ne bo bojazni v tem smislu, da ne bi upoštevali, da razumemo. Tudi smo se pred 2 meseca z ministrstvom o tem pogajali, ampak potem smo sami sprejeli odločitev, sploh pa je bilo pa še potrditev z strani. Sicer gospod Gerbec je rekel, hudobni ljudje, jaz pa to vedno rečem, vsak vidik je dobrodošel, ker se postaviš v čevlje tistega, tako da jaz mislim, da ste neupravičeno rekli, ni tako hudobnih ljudi, pač z nekim namenom gremo, ne jemljamo mi tako. Mateja, oprostite, sem izrecno rekel, da mi nismo hudobni ljudi. Ne, sem razumela, ne, jaz vas ne jemljem tako, jaz vam rada odprt dialog,
več vidikov, izkušenj, konec koncev tudi več kompetenc, ampak sem za, tako je bilo že omenjeno, za sodelovanje, pa za odkrit dialog, transparenten, čisto. Če nekdo pride z argumenti, absolutno tukaj povzamemo vse, no, čisto tako rečem. Brez bojazni, ti stavek je takoj bil spremenjen, še danes, se pravim, sem to potrjevala, ker me je res zanimalo, kako je prišlo do tega. Se pa zgodi mogoče tudi, da je bil kak dokument, se pravi, nisem ga jaz pol naprej pošiljala z glavne pisarne. Ne vem, če je bila pomota, se pač upravičujem tudi v imenu agencije, da pač šel naprej napačen dokument. No. Je prišlo do komunikacijskega šuma, žal, no. In ne želene, mogočega vznemirjenja, no, v tem smislu. Mateja, priznanje, ker ste se udeležili, in to je primer odprtega dialoga, kot da vsaka vam čas, da ste prišli, ker drugi pa rajši se takih stvari ne udeležijo. Tako da vse v redu. Ja. Imate, vam pošiljamo, rekel, kako bomo rekli, virtualno vam pošiljamo eno rožico, prav? Hvala lepa, se naslednji teden vidimo, če boste 5. tam na forumu v Portorožu. Mi pa 3. se vidimo že prej. Tako, mi pa 3. tako. Hvala lepa. Hvala. Ja, nasvidenje. Hvala vsem za debato. Ja, nasvidenje. Bomo zaključili, ne? Hvala lepa vsem, ja. Nasvidenje.